Česa se morajo slovenski blogerji na internetu najbolj bati? Slovenski blogerji morajo biti predvsem previdni, kaj o kom drugem govore preko svojih blogov in kakšne podatke o drugih objavljajo v svojih blogih. Tu je seveda potrebno ločiti to širšo pravico do zasebnosti in pravico do varstva osebnih podatkov. Ko govorimo o širši pravici do zasebnosti, tu ni pristojnosti informacijskega pooblaščenca, ampak vsak posameznik, o katerem bloger piše, ima možnost do odškodninskih tožb in ne nazadnje tudi za sprožitev postopkov zaradi kaznivega dejanja kakšnega od verbalnih deliktov, kot je žaljiva obdolžitev, obrekovanje in tako naprej. Skratka, blogerji s tem nosijo polno odgovornost, tako kot vsak, ki javno objavlja o nekom drugem nekaj. Pa ne se bo to časopis, elektronski časopis, blog, televizija. Skratka, tu je odgovornost na tistemu, ki piše. Ali je v slovenski blogosferi oziroma tudi v teh spletnih skupnostih prišlo že do kakšnih hujših kršitev? Ja, zdaj ne morem reči, da je sicer to ravno posledica bloga, ampak mi smo se ukvarjali in moram reči, da tudi smo zdaj v fazi, da uspešno zaključimo primer recimo objavljanja podatkov otrok iz Denske vasi. Se spomnite tega primera, ko je bilo te otroke iz tistega okolja na Dolenjskem umakniti nekam drugam in nekdo je zlorabil podatek z Centra za socialno delo in ga objavil na spletnem portalu v eni klepetalnici. Točen podatek, otroci so pa zdaj tam, pa tam, pa tam, pa tam. Pooblaščenec je seveda takoj odreagiral, ker je bilo evidentno jasno, da je ta podatek ušel iz ene zbirke ven in da ne bi smel biti javno objavljen, in mi seveda potem preko IP številk poskušamo ugotoviti, kdo je to naredil in takšno stvar preprečiti. Drug primer, ki je pa tudi zelo zanimiv, je pa primer, ki je tudi pa na svojem blogu, na svoji spletni strani objavljal grozljive podrobnosti o spolnih zlorabah svoje pastorke, bil je obsojeni pedofil, se ta primer verjetno poznate, in je potem zapisnike z kazenskih obravnav, ker so bile vse stvari res v detajle pojasnjene, te obravnave so pa zaprte za javnost, ker gre za občutljivo tematiko, in smo mi potem dosegli in tudi ugotovili, s kje so se ti podatki vnašali na spletno stran in dosegli, da se je to umaknilo in kaznovali smo tega gospoda, ki je te podatke seveda objavljal na svoji spletni strani. Ali sami blogate? Ne, moram reči, da nimam časa, prebiram pa kakšne bloge.